Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni še v zadnjem, tretjem polčasu v letošnjem letu, v letu 2016. Če je bilo leto zelo dolgo, razvlečeno, pa bo tale današnja nocojšnja oddaja bolj kratka. In prav je tako, saj smo vendarle ob koncu leta le še nekaj ur in potem bomo zajadrali v novo obdobje. Tokrat bomo govorili o košarkarjih, pa o športnikih občini Vojnik, imeli pa bomo dva središča. Ostanite v naši družbi, lepo preživite tale zadnji petkov večer v letu 2016 in pa pridite na svoj račun, zagotovo v naši oddaji tudi tokrat boste. Slovenski košarkarski prvoligaš Terme Olimia se je sporazumno razšel z dosedanjim trenerjem Borisom Zrinskim. 61-letni Celjan je v lanski sezoni moštvo iz Podčetrtka prvič v zgodovini kluba popeljal v prvoligaško druščino. Letos pa so Terme Olimia pod njegovim vodstvom na dosedanjih 11 tekmah državnega prvenstva zmagale le enkrat in so trenutno na predzadnjem mestu prvenstvene lestvice. Boris Zrinski je z ekipo Term Olimia zmagal le v uvodnem krogu, zatem je nekajkrat zmanjkalo tudi sreče. Lahko rečem, da prva stvar, kar je vsaka prekinitev, je sigurno ni enostavna. Tudi jaz sem to sprejel v bistvu najprej malo začudeno, predvsem zaradi tega, ker pač ni bilo nekega pravega dialoga. Po drugi strani pa tudi nek način lahko rečem, da s ponosom odhajam z kluba, kajti ne glede na vse skupaj, mislim, da bo moj naslednik imel ekipo, ki bo pripravljena, vsekakor pa se že odaleč vidi, da bo potrebno neke korenite spremembe narediti tudi v samem kadrovanju, kajti pokazalo se je, da ekipa v tem trenutku ni konkurenčna za tiste cilje, to je obstanek v ligi, glede na to, da pač v naslednji sezoni izpadejo kar 3 ekipe. Tudi če v začetku prvoligaške sezone ni steklo, pa se lahko v Podčetrtku pohvalijo, da so bili prvaki druge lige in se posledično uvrstili v nekakšno zgodovinsko prvo ligo. Vsekakor je bila to neka nova izkušnja, nek nov izziv. Po drugi strani so tudi v upravi imeli kar precej težav, ker dolgo so se odločali ali sploh hiti v višji rang tekmovanja. Na koncu smo v bistvu tudi zamujali pri samem kadrovanju. V glavnem nekih korenitih sprememb v ekipi primerjavi s prejšnjo sezono ni bilo. 3 igralci so odšli iz ekipe, 3 so prišli. Pokazalo se je, da pač na nekaterih pozicijah smo premalo konkurenčni, predvsem na poziciji visokega krila. Zaradi poškodb, predvsem prvega pleja Žvana, smo imeli težave tudi na tem osrednjem branilskem mestu in tudi posledica tega je bilo kar nekaj porazov. Lahko rečem, da je bilo tudi nekaj dobrih stvari, na kar lepem številu tekm smo bili konkurenčni z nasprotniki, na koncu, ko je odločala kvaliteta, individualna kvaliteta igralcev nam je pač nekaj zmanjkalo, ne smemo pa biti mimo dejstva, da smo kar nekaj tekem odigrali v nekompletni sestavi ob omenjenem Žvanu in smo imeli težave s poškodbami tudi Cerkovnika, Sternada. Ravno Sternad ni bil na tisti, lahko rečem, edini tekmi, ki smo si privoščili nepotreben poraz, to je v Portorožu. Vendar ocenjujem, da še kljub temu dovolj časa, dovolj možnosti, da pač ekipa doseže tisti cilj, ki si ga zastavlja pred začetkom sezone. Pred Podčetrčani je zelo zahteven drugi del sezone, saj iz lige izpadajo kar 3 ekipe. Vsekakor, v tem trenutku se lahko spogleduje ekipa Term z ekipo Portoroža, z ekipo iz Škofje Loke. Vse ostale ekipe so tudi naredili precej sprememb v kadrovanju, predvsem mislim tukaj Šentjurski Tajfun, ki je s prihodom trenerja Golemaca in z nekaj ukrepitvami povsem drugačna ekipa. Tako da v bistvu je tisti boj še kljub temu možen, čeprav smo na domačem igrišču z ekipo Tajfuna izgubili, vendar treba v tem trenutku gledati ob omenjenih 2 ekipah, še ravno na ekipo iz Šenčurja in na ekipo Šentjurja. Za vsako ekipo se še igra najmanj 3 tekme, tako da mislim, da je še do konca vse možno. Kot pa sem že omenil, v bistvu bo potrebno verjetno tudi razmisliti o nekih kadrovskih ukrepitvah v klubu. In kako naprej? V tem trenutku najbolj potrebujem mir, kajti navsezadnje tudi na nek način lahko rečem pričakovano in nepričakovano prišla ta odločitev. Ne morem biti zadovoljen z načinom, kako se je izvedla ta menjava, kajti premalo dialoga je bilo z upravo v tudi trenutkih, ko smo izgubljali tekme. Tudi sam v svoji trenerski karieri še nisem doživel 10 zaporednih porazov, kot je bilo to pričal v ekipi Term.
Ne glede na vse skupaj, pa tudi jaz rabim nekaj čas, da razčisti pri sebi, kaj sploh še želim za to trenersko kariero, ne glede na ta zadnji, lahko rečem, neslavni konec, pa mislim, da sem v svoji karieri dokazal, da lahko vodim ekipe in pa v tem trenutku pa je res mir tisti, ki ga najbolj potrebujem, da se v miru odločim, kako dalje. Glavni kandidat za klub Term Olimia naj bi bil zdaj Andrej Žakelj. Občina Vojnik, ki šteje 9000 prebivalcev, se lahko pohvali tudi številnimi perspektivnimi športniki. V mednarodnem merilu je trenutno najbolj prepoznaven nogometni reprezentant Benjamin Verbič-Beni. V vojniški občini upajo, da bodo po njegovih stopinjah v prihodnosti stopali številni mladi športniki, ki so zelo uspešni v različnih športnih panogah. Vojniška občina šteje 9000 prebivalcev, med katerimi so tudi perspektivni športniki. Najbolj prepoznaven je seveda nogometaš Benjamin Verbič, član ekipe iz danskega glavnega mesta in članski reprezentant, v vojniškem okolju pa je v ozadju očitno še kopica nadebudnih športnikov. Na tradicionalnem županovem sprejemu, ki ga je tokrat gostila Nova Cerkev, so s priznanji nagradili 10 mladih športnikov, ki prihajajo iz različnih panog. Med njimi je najbolj prepoznavna smučarka Saša Brezovnik, ki je na mladinskem svetovnem prvenstvu v alpski kombinaciji osvojila 3. mesto in z ekipo postala mladinska svetovna prvakinja. Res je sreča, da sem glih danes doma, ker jutri že grem, tako da je v bistvu bilo ta dan izbran čisto za mene. Od letošnje sezone pa za enke tekme so se mi že začele, tekmujem v Evropskem pokalu in z dobrim rezultatom se kvalificiram na svetovni pokal. Cilji so visoki. Nočem se mogoče bremeniti pa jih razlagati širši javnosti, ker je potem, če mi ne uspe, toliko težje za mojo glavo, sigurno pa so visoki, sploh da se prebijem v svetovni pokal. Plezalec Janez Krajnc tekmuje kot član športnega društva Pajki in je med osnovnošolci skoraj nepremagljiv. Judoist Lenart Oprčkal je pri starejših dečkih na državnem prvenstvu osvojil bron. Judoistka Anita Kramer je na državnem prvenstvu starejših deklic prav tako zasedla 3. mesto. Eva Mlakar je članica twirling kluba 5 elementov in je postala državna prvakinja v 2 kategorijah, na evropskem prvenstvu pa je bila druga. Njena klubska kolegica Maša Trobič je v svoji kategoriji postala državna prvakinja. Atletinja Barbara Pušnik je na državnem prvenstvu za mladinke dosegla 2. mesto v štafeti 4x100 metrov. Kajakaš Lanto Minc je pri starejših dečkih postal državni prvak v spustu, sprintu in slalomu. Nordijska kombinatorka Špela Masnak je članica kluba iz Vizor in je državna prvakinja v kar 2 starostnih kategorijah. Smučarski skakalec Ožbej Vačovni Kotnik je pri dečkih do 11 let postal državni podprvak in regijski prvak. Ja, v vsakem primeru mi nekako želimo tudi tem mladim športnikom, ki so še v osnovni šoli ali pa tik za njo, nekako pokazati, da vidimo to, da se trudijo. Seveda jim nekako poskušamo skozi leto zagotoviti, da imajo vsaj neke osnovne pogoje. Sreče imamo zdaj tudi te športne dvorane v vsakem kraju, da je nekaj osnovnih infrastrukturnih objektov. Potem je pa zelo veliko odvisno tudi od staršev. Jaz moram reči, da tu starši naredijo neprecenljivo velike vložke za to, da uspejo ti otroci naprej. Mene pa veseli to, da so zelo različna področja. Danes smo imeli tukaj smučarje, pa skakalce na snegu, pa v bistvu plezalce recimo, pa twirling kot ena čisto posebna športna disciplina, pa nekoga, ki se s kajakom ukvarja, tako da nekako res zelo različne potencijale, ki jih otroci pokažejo in seveda so tam tudi uspešni. Mislim, da je prav, da jih se pokaže in da tudi oni začutijo, da ta uspeh ni šel mimo. Na katere discipline pa v letošnji sezoni najbolj stavi članica celjskega smučarskega kluba Unior? Sigurno je na prvem mestu še vedno slalom. Treniram sicer tudi zelo veliko letos veleslaloma, ker bi rada tudi tam naredila napredek.
Vsekakor je pa kombinacija Super G in slalom zaenkrat še tista najmočnejša, ki se mi zdi, da lahko z dobrim Super G-om in z vrhunskim slalomom se posmem zelo visoko na lestvici. Kako pa državna podprvakinja v kombinaciji čuti podporo domačega okolja oziroma lokalne skupnosti? Podpirajo me sigurno 100%, predvsem finančno, za kar sem jim zelo hvaležna in tudi tale, da sem lahko danes tukaj, mi je v čast, da sem občanka občine Vojnik. Takole, drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni še v središču tretjega polčasa. O slovenskih rokometaših bomo govorili, katere čaka svetovno prvenstvo v Franciji. To se bo začelo 11. januarja in naša izbrana vrsta se pripravlja tukaj v Zrečah, kjer smo tudi mi, in ob sebi pozdravljam pomočnika selektorja Uroša Šerpca. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Torej, pripravljate se spet na eno lepo prvenstvo, verjetno že odštevate vsi skupaj. Ja, seveda, bolj ko se bliža, potem nekako tista napetost raste, vendar tako blizu še ni, še kar nekaj časa je, predvsem da se postavijo neke zadeve, da vidimo zdravstveno stanje, ki ga imamo malce težav z boleznijo, predvsem Vid Kavtičnik in Matej Gaber sta tu staknila eni hujši obliki angine in sta trenutno doma. Upamo, da bo okrevanje čim prejšnje in da se priključita v tisti zaključni fazi. Drugače pa mislim, da ostalo je vse ok, razen nekaj igralcev je bilo v tem jesenskem delu zelo obremenjenih v svojih klubih in seveda se pozna utrujenost, načetost, tako da smo ta del tudi v Zrečah sploh prvih par dni namenili regeneraciji, kjer je Primož Pori imel tu glavno vlogo in mislim, da smo to opravili super in da tisti fantje, ki seveda bojo potem izbrani za svetovno prvenstvo, bojo v optimalni formi, k temu tudi težimo, no, da smo res fizično in pa psihično teh 16 igralcev maksimalno. No in tukaj v Zrečah se dobesedno počutite kot doma, že nekakšna stalnica, baza, kjer vam je lepo. Ja, res je, tu v Zrečah izredno lepo skrbijo za nas, v hotelu, hrana je super, sobe, prav tako imamo vse na voljo, fitness, bazene, savne, kar se teh zadev tiče. Dvorana je tu blizu, čez cesto, skratka termini tudi na voljo, tako da bi rekel, da res en optimalen prostor za takšne vrhunske priprave. Vi ste venomer zraven, bi lahko dejali, da se ti zbori kaj razlikujejo ali so že kar nekakšna stalnica? Če manj je že kar rutina, tu pa tam seveda se doda kakšen nov igralec in je zato mogoče malce drugače, neke novosti, ampak kaj pretiranega pa ni, ne. Tako da jedro reprezentance je že leta, bi rekel, kar širši krog enak teh kvalitetnih igralcev, ki jih imamo in seveda to je že v bistvu več ali manj kar utečena zadeva, seveda se pa vsi igralci, sploh tisti, ki igrajo v tujini, izredno veselijo vrnitve v reprezentančni tabor na priprave, kjer se vidijo seveda s svojimi prijatelji, svoji igralci in je potem ta zagon še toliko na višjem nivoju. Na čem je zdaj poudarek na treningih? Ja, po tej uvodni fazi regeneracije smo sedaj seveda že v fazi uigravanja, vmes dopoldne še kakšen trening moči, drugače pa seveda nekaj je novih igralcev, tako da nekako ponavljamo te zadeve, ki jih imamo že v tem sistemu narejene in pa seveda, da to pride v en čim večji avtomatizem, nekaj stvari novih dodajamo, tako da smo zdaj v tej fazi. Potem zaključkov pa mislim, da smo počasi že začeli pripravljati konkretno za tekmece, ki nas čakajo. No in 14 dni je še do začetka, do vaše prve tekme, verjetno časa je dovolj za samo igravanje. Ja, časa je dovolj, toliko spet sprememb pa ni, ne. Tu je David Razgor na sredini, Marko Bezjak, Zarabec, ki sta to nekako zdaj prevzela glavno vlogo, potem ko ni Zormana in Bombača, sta tudi že tu zraven, tako da na levem zunanju se je vrnil Borut Mačkovšek, ampak je bil že lansko leto na Evropskem prvenstvu na Poljskem zraven, tako da tudi ne bo nekih večjih težav. Henigman Grebenc sta tudi tu bila že na zadnji akciji, tako da več ali manj Tilen Kondrin tudi in več ali manj so fantje že imajo v glavah vse te zadeve in zdaj je samo to, da res prije tisti, rekel čisto podzavest, avtomatizem, da seveda se potem na tekmah to lažje sprovede. S kakšnimi cilji odpotovati v Francijo, kaj se da doseči? To je verjetno težko govoriti. Ja, je. Sploh tale prvenstvo zdaj bo kar malo specifično, kar nekaj igralcev, nosilcev igre ne bo zraven, Bombač zaradi poškodbe, Zorman, Škof, ki sta nekako še vedno člana reprezentance, ampak nekako Zorman zaradi utrujenosti
Škof tudi, nekako smo se odločili dati prednost 3 vratarjem, pa da vidimo, če bo to priložnost izkoristili. Tako da je nekaj sprememb, tako da bojo v spredje nekako bolj bomo videli, kako bojo se te fanti odzvali na, bi rekel, kar eno bolj odgovorno nalogo, predvsem mislim tu na Miha Zarabec, Tilen Kodrin je nov, tudi na levi strani Henning Mangerbenc, več ali manj debitanta, in kako se bojo te fantje odzvali na malo večjo odgovornost, da mi upamo na najboljše in nekako v bistvu predpriprava oziroma da imamo v vidu ta kader, ki bi nekako potem kulminiral na Evropskem prvenstvu naslednje leto, čez 2 leti še na Hrvaškem in pa seveda potem dolgoročni cilj za olimpijske igre Tokija. Tako da je v bistvu ena taka medfaza. Nekih konkretnih ciljev nimamo, predvsem to, no, da res odigramo maksimalno, da te fantje, bi rekel, pridejo na površje, da pokažejo svojo kvaliteto in seveda, če bomo pa to naredili, bomo pa iz tekme v tekmo videli, kako bo. Seveda iz skupine absolutno imamo cilj, da gremo naprej, odvisno, kjer mesto bomo zasedli in potem je knockout sistem, osmina finala in tako dalje. Tu so pa že potem prave tekme, tam se križamo z eventualni nasprotniki, seveda so potem možni Norveška, Brazilija, Rusija, Francija, tako da potem je pa ena tekma, en dan, odvisno od razpoloženja in seveda bomo potem razmišljali o tem. Se pravi, bi lahko dejali, da se bo v Franciji nekako oblikovala reprezentanca v prihodnje, ko boste videli, na koga računati, koga morda še poklicati? Ja, tako je, nekako tako je. Vemo, da Zorman, Škof, leta so tu, karijere se nekako bližajo koncu, slej ko prej bomo morali igrati brez njih in je to prvenstvo nekako mogoče res ta ena medfaza, da vidimo, kako bojo te igralci, ki bojo v prihodnosti nosili breme, se odzvali in bi rekli, ja, da nekako se že sestavlja, bi rekel, eno jedro za potem, tako kot sem omenil, Evropsko prvenstvo na Hrvaškem, kjer hočemo pokazati res veliko, tu je zaradi bližine, veliko bo naših navijačev in tu res hočemo biti optimalni in pa seveda tudi za naslednja prvenstva, predvsem pa cilj Tokio 2020. Kaj pa bi lahko dejali v skupini? Seveda vsako moštvo si želi zmagati, vsako moštvo si želi naprej, z istim ciljem praktično gre vsak na svetovno prvenstvo. Absolutno, seveda, tu bi rekel slabih ekip ni, čeprav svetovno prvenstvo je malce razširjeno, se najdejo tudi kakšne, mogoče malo rekel, ne glih prav eksotične ekipe, tako je mogoče po imenu Angola v naši skupini, ampak vsak, ki prije na svetovno prvenstvo, je mogel jeti skozi neko sito, skozi neke kvalifikacije in da mu je to uspelo, sigurno niso ekipe za podcenjevati. Tu imamo potem še Makedonce in Islandijo, ki so nekako, Islandija je kar tudi v težavah, poškodbe, neka sprememba generacije, ampak to so še zmeri respektabilne reprezentance, vse bojo šle na zmago, tako kot ste omenili in tako tudi mi. Španija mogoče je favorit naše skupine, potem pa seveda se bomo potegovali kar vsi enakovredno za napredek. Tu je Tunizija, ki je zelo neugodna reprezentanca, skratka tudi že v skupini bo treba biti kar maksimalen, da seveda si ustvarimo to, kar si želimo. Bi lahko dejali, da je Angola tisti nasprotnik za začetek pogodu, seveda vse morate spoštovati, pa vendarle z dobrim začetkom te lahko potem vse skupaj ponese? Absolutno, prva tekma je zmeri zelo pomembna in pa hkrati tudi najtežja. Začne se zares, ne veš točno v kakšni tekmovalni formi si, vedno je še neki neznank in malo treme, malo te nervoze še začetne. Angola po eni strani v redu nasprotnik, po drugi pa popolna neznanka do zdaj in seveda imamo neke posnetke, tako da se nekako pripravljamo, da se ne bi presenetili s kakšnimi moče globokimi, hitrimi, divjimi obrambami. Tako da, ampak jaz mislim, da je to le nasprotnik po meri in seveda absolutno računamo na zmago in 2 točke že v prvi tekmi. No, v Francijo boste odpotovali že kar precej prej, kakšen je sam plan še do začetka? Ja, tu smo še do jutri, potem se selimo v Brežice na prijateljsko tekmo Saudsko Arabijo za Silvestro in 1. januarja smo prosti in potem se zberemo tiste zadnje 3 dni pred odhodom v Francijo v Ljubljani. 5. pa odidemo v Francijo, kjer imamo potem še 2 prijateljski tekmi z Francozi in pa potem seveda ostanemo kar v Montpellieru, 3 dni še za trening in iz Montpellieru potem z vlakom v Metz, kjer se 12. za nas začne zares. No in za novo leto verjetno želje, da ste predvsem zdravi. Ja, absolutno. Ja. To je pa sploh mi, nekako smo že v letih, je to čedalje bolj pomembno, seveda pa hkrati tudi vsem igralcem, absolutno zdravje je na prvem mestu,
potem imaš vse. Hkrati pa seveda izkoristim priložnost, pa voščim tudi srečno, zdravo in pa uspešno, zadovoljno leto tudi vsem našim gledalcem. Hvala za tale pogovor, vse dobro v letu 2017, predvsem pa že zdaj v Franciji. Najlepša hvala. Tako, to je bil Uroš Šerbec, mi pa nadaljujemo po oglasih. Dokazano. Številka 1 v kakovosti in ceni. Novi Tucson že od 19 990 evrov. Hyundai. V tokratni vikend bum ponudbi ne spreglejte kupona in izkoristite takojšnji 11% popust za nakup. Čudovite praznike vam želimo. Tuš. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Izvirska voda iz zaščitenega gozdnega izvira Lourdes. Oda. Le voda. Kje dobite vse za vašo pisarno? V podjetju Birobit na Teharski cesti 24 v Celju. Čaka vas široka in ugodna ponudba pisarniškega materiala, črnil in tonerjev različnih blagovnih znamk. Izkoristite tudi njihove številne akcije računalniške in biro opreme. Birobitova servisna služba bo poskrbela tako za montažo, kot tudi za inštalacijo nakupljenega. V Birobitu, kjer so že več kot 25 let pooblaščeni prodajalci in serviserji Canon naprav, vam tudi svetujejo, kako nadomestiti obstoječo opremo, tiskalnike, skenerje in fotokopirne stroje z najnovejšimi Canonovimi multifunkcijskimi napravami. Te lahko kupite ali pa jih najamete. Birobit, z vami že več kot 25 let. Vabljeni v novo pivnico Celjanka v atrij celjskih sejmov, kjer ponujajo različne vrste laškega piva. V pivnici je poskrbljeno tudi za prazne želočke, saj ponujajo tradicionalno slovensko hrano celjskih mesnin. Med 6. in 9. uro zjutraj pa vabljeni še na kvalitetno kavico znamke Jules Main za samo 0,90 evra. Ob vikendih so za vas pripravili tudi razne dogodke, vse od starih evergreenov pa do starega roka. Prisegajo na kvaliteto in dobro počutje. Obiščite jih in bodite v dobri družbi, v družbi pivnice Celjanka. Čas je za užitek. Doživite ga z bogato opremljenimi vozili BMW X3, X4, X5 in X6, ter zdaj prihranite do 14 600 evrov. BMW. Užitek v vožnji. Podjetje Sunless z vami že več kot 27 let ponuja celovito rešitev za udobje vašega doma. Njihovi strokovnjaki svetujejo, računalniško izrišejo in predstavijo najboljše ideje za vaše prijetno bivanje. S široko ponudbo pohištva si lahko opremite dom po svojih željah.
V njihovem prodajnem salonu boste našli kuhinje po meri, jedilne garniture, spalnice, dnevne regale, otroške sobe, v kateri bodo vaši otroci neizmerno uživali, mladinske sobe, predsobe in še veliko ostalih stvari. S pestro izbiro barv in različnih materialov si pri Sunlesu lahko prav tako izberete trosed, dvosed, fotelj ali sedežno garnituro, ki bo vaši dnevni sobi popestrila estetski izgled in zagotavljala udobno sprostitev za celotno družino. Po meri bodo izrisali tudi vgradne omare Alplux. Za kvalitetno in zdravo spanje bodo svetovali primeren posteljni vložek znanega proizvajalca Filipovič. Zakaj bi izgubljali čas z iskanjem najboljše funkcionalnosti ter stilske dovršenosti vašega pohištva? Obiščite poslovalnico Sunles na Mariborski ulici 86 v Celju in se prepustite brezplačnemu strokovnemu svetovanju. Avtohiša Drev iz Drešinje vasi v Petrovčah zdaj tudi z novim salonom v Celju. Obiščite jih na Ljubljanski cesti 37 pri AMZS. Z novim salonom so vam vozila znamke Seat tako še bliže. Obiščite jih in izkoristite še izjemno priložnost za nakup Seat vozil iz zaloge. Za vsa vozila, tako nova kot rabljena, nudijo ugodno financiranje. Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni še v drugem delu tretjega polčasa. Tokrat pa bomo govorili o košarki, namreč v našem studiu gostimo košarkarja Laškega Zlatoroga in pa obenem kapetana moštva Mateja Krušiča. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Matej Krušič, to čast imate, da ste zadnji gost v tretjem polčasu v letu 2017. Oziroma 16. Veseljem je. Lahko bolj sproščeno? Čisto sproščeno. Se pravi, še enkrat, če začnemo. Ti, Matej, či živijo? Živ. Vse v redu v Laškem? Zaenkrat vse v redu, tudi lestvica kaže na zelo dober rezultat. Smo prvi na lestvici, prezimili smo prvi, tako da jaz upam, da bomo v drugem delu nadaljevali z dobrimi predstavami in da čim prej si zagotovimo ligo za prvaka. Človek bi dejal, fajn poba si. Hvala lepa. Matej, pogled na lestvico, torej odličen. Zelo dober začetek sezone, seveda, želja je podobna za drugi del, ampak bo težko. Ja, res je, bo težko. Pozna se nam malce manjša, kratka klop, ampak tale počitek nam pride zelo prav, da si recimo napolnimo baterije. In pa v drugi del že štartamo tako, kot smo začeli, druga nam ne preostane in kot treniramo tudi dobro, Aleš Pipan je zelo dobro postavil sistem, zaenkrat funkcionira in jaz mislim, da bomo nadaljevali z dobrimi predstavami. Pred Olimpijo ste, pred Krko, pred Heliosom in ostalimi, to je spoštovanje vredno? Ja, se pravim, zaenkrat je tako, kot mora biti. Mi bomo naredili, mi igralci pač delamo vse, da bomo čim dlje časa na prvem mestu, da si zagotovimo ligo za prvaka, potem je pa seveda vse možno. V prvem delu sezone ste bili odlični tudi v Ligi Alpe Adria, pa v pokalnem tekmovanju zelo uspešno in konstantno držite vse skupaj. Čeprav je poleti marsikdo mislil, kakšno moštvo pa bo Zlatorog, kajti dolgo ni bilo sestavljeno zaradi morebitnega igranja v Jadranski ligi, ampak zdaj se kaže, da je vse skupaj dobro. Kot kaže, je imel Aleš Pipan zelo srečno roko pri izbiri igralcev. Tudi treba je tukaj pohvaliti Nejca Bariča, ki odlično vodi moštvo. Jan Špan je dodana vrednost, tudi Igor Tratnik igra zelo dobro, pa Miloš Milkovič. Ostali pač samo doprinesemo k temu, tako da ekipa je v tem trenutku zelo dobro sestavljena, zelo dobro uigrana. Jaz si sam želim, da pač v naslednjem letu nadaljujemo s temi predstavami. Vas kdo na lestvici preseneča? Pa zaenkrat niti ne, jaz mislim, da je tak pogled zaenkrat zelo dober. Če gledamo samo na vas. Tako. So pa tisti Hopsi, ki so zelo visoko, pa Helios nekje na meji lige za prvaka, tako da zna biti še zanimivo. Ja, pa tudi Tajfuna na vse zadnje ne smemo odpisati, ki se dviguje, sploh pod vodstvom novega trenerja. Tako da liga bo še zelo zanimiva, zelo izenačena in jaz mislim, da bo zdaj prihajamo v ta del, ko bo vsaka zmaga zelo pomembna.
Kako gledate na zadnje sezone državnega prvenstva? Olimpija in Krka sta v preteklih letih nekoliko padli, druge ekipe gredo v spredje. To je dobro za gledalce, kaj pa pomeni za slovensko košarko? Je dobro za gledalce, vsi se pač moramo zavedati, da Olimpija bi mogla biti paradni konj, zdaj pač te finančne težave, kot imajo, jaz upam, da jih čim prej sanirajo, ampak je pa to pokazatelj, da se tudi v drugih sredinah dobro dela, da se dobro napreduje in obenem je to dobro za slovensko košarko, da imamo pač več ekip, ki lahko konkurirajo za vrh. Kaj dejati o vas, o vašem počutju v Laškem? V letošnji sezoni bi lahko rekli, da ste v dresu Zlatoroga naredili korak naprej v primerjavi s prejšnjo. Res je, pač lanska sezona pač takšna, kot je bila, ampak kljub temu, kot ekipno gledano, je bila zelo uspešna. V letošnji sezoni pa seveda pač napredek je še vedno mogoč. Jaz mislim, da sem v letošnji sezoni pokazal malce boljše igre kot lansko leto. Nadejam se tega, da pač bo igre še seveda boljše in pa da se izognem teh nepotrebnih favlov. Tudi to naj bodo želje za novo leto, predvsem pa verjetno zdravja. Tako, brez poškodb, zdravja in pač to je to, da smo zdravi. Tako. Vaš osebni cilj, ki je vidite Zlatorog ob koncu sezone? Ja, zaenkrat bom rekel, želimo si vsaj ponoviti lansko sezono, no. Kaj pa bo, pa kot vse sem že dejal, sezona je še zelo dolga, vsaka zmaga bo zelo pomembna in bomo videli, kaj bo prinesel čas. Točno tako in kot kaže bo še zelo dramatična, če počasi zaključujeva, sledi kakšen ogled koncerta Siddharte? Mislim, da 21.3. naslednje leto nič ne, potem pa bomo že na kakšnega šli. Na včerajšnjega v Kamniku ste uspeli? Ne. Je bil trening verjetno prepozno? Tako, ne, trening je seveda, trening je pomemben, če pa imam čas, pa seveda utegnem. Kdo je največji motivator v ekipi? Največji motivator, pa bom rekel, da je kar ekipa cela motivator, tako da pomagamo si med sabo in nimam drugega. Zaenkrat vse štima tako, kot je treba. No. Kdo vzdušje drži? Nejc Barič. Kdo največ poje? Ja, odvisno. Se pravi, ste nekje zraven? Ja, ne vem, no, ker zelo malo hodim s fanti v jest, tako da ne morem tega reči, kdo največ poje. Naj bo tako sproščeno tudi v novem letu, predvsem torej zdravja, brez poškodb in pa seveda, da ste na koncu čim više. Tako, hvala lepa. Hvala za obisk. Hvala lepa. Tako, to je bil torej Matej Krušič, član Laškega Zlatoroga, mi pa s tem tudi zaključujemo zadnjo oddajo v letošnjem letu. Hvala, ker ste bili z nami in gledajte nas tudi v letu 2017. Srečno!